Elektrika in težki tovornjaki, seveda vsi skupaj imamo pri tej kombinaciji še vedno in to upravičeno velike pomisleke. Ampak poglejte, to je električni tovornjak v Sloveniji in ne na dvorišču kakšnega butičnega testnega uporabnika, ampak na dvorišču velikega trgovca, ki ga poznamo tako rekoč vsi. In ta tovornjak je v uporabi. Torej predlagam, da se mu pridružimo na njegovem delovnem dnevu in preverimo, kako vse skupaj funkcionira v praksi. Trenutno se nahajamo v Lukovici, v centralno skladišče Hoferja. Ko smo naložili tovornjak, smo pripravljeni za vozne iti. In zdaj greva pri trgovini po Ljubljani, moramo razvoziti. Naši kamioni dejansko obratujejo 24 ur, 6 dni v tednu. Vedno imajo drugačno pot. Izola, Tolmin, Črnomelj, Brežice, Lendava, Murska Sobota, Radlje ob Dravi. Kateri je recimo ekstremen robni primer? Analize so pokazale, da dejansko mogoče je v najoddaljnejšo trgovino, v našem primeru je to Lendava, ne bo izvedljivo. Praksa je pokazala, da dejansko ob ekvivalentnem načinu vožnje naših voznikov ne obstaja razlike v Sloveniji za naše dostave med dizelskim kamionom in pa elektrokamionom. Torej, dejansko lahko dostavljamo vseh 93 trgovin z elektrokamionom enako kot z dizelskim pogonom. Se pravi, o kolikšni kilometrini govoriva na dan za tak tovornjak? Odvisno je seveda od specifike ture, ampak lahko rečem, da povprečje nekje med 350-450, zdaj odvisno od situacije.